kolegica. dan in lepo pozdravljeni. Dva pomembna dogodka obeležujemo danes tukaj v Cezanjevcih. 120 let prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci in otvoritev obnovljenega gasilskega doma prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci. Pozdravljam vse članice in člane prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci. Lep pozdrav tudi vam, drage vaščanke in vaščani, prav tako vsem prisotnim gasilkam in gasilcem. Poseben pozdrav velja danes podpredsedniku Gasilske zveze Slovenije, tovarišu Milanu Antolinu. Pozdravljam tudi županjo občine Ljutomer, gospod magistrico Olgo Karba. Z nami sta danes kar dva poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Franc Jurša in gospod Branko Smodiš. Pozdrav tudi predstavnikov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izpostave Murska Sobota, gospodu Primožu Senčarju. Podpoveljniku regijskega poveljstva Pomurja in poveljniku Gasilske zveze Ljutomer, tovarišu Andreju Trstenjaku.
Gospod predsednik Gasilske zveze Ljutomer, tovariš Andrej Rus je prav tako z nami. Sektorski poveljnik, tovariš Marjan Jurša. Poveljnik civilne zaščite Ljutomer, gospod Branko Novak. Častni poveljnik Gasilske zveze Ljutomer, tovariš Stanko Kunjadi. Predsednik krajevne skupnosti Cezanjevci, gospod Franc Lokan. Ravnateljica osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, gospa Brigita Hojnik. Prav tako lep pozdrav vsem sponzorjem in donatorjem. Uvodni nagovor pripada predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci, tovarišu Alešu Lipovcu. Prijazno pozdravljeni. Letos mineva 120 let, je, odkar je naše vaše zaživelo prepričanje, da potrebujemo organizirano obrambo pred požari in drugimi nesrečami. Tedaj se je zbralo 39 vaščanov, ki so ugotovili, da društvo in smelo zbrisati njegovo prihodnost. To je bilo rojstvo prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci. Odtlej možje in žene, otroci, mladi, vsak na svojem področju smelo in pogumno upravljamo to humano dejavnost. Časi se spreminjajo, posodablja se tehnika, vsak zase in vsi skupaj nabavljamo novo opremo in se trudimo stopiti korak s časom. A bistvo naših gasilskih društev ostaja enotno. Ljudje, posamezniki, ki jim je mar za soljudi, ki so pripravljeni pomagati in ni škoda časa, naporov za to, da pomagamo drug drugemu. Ko so ti tega najbolj potrebni in ponosni smo na to. To, da brez pomoči tehnike iz sredine, torej prostora, v katerem lahko sodelujemo in se razvijamo, tega ne bi zmogli. Zato smo smelo pristopili k obnovi našega centra dogajanja, gasilskega doma v Cezanjevcih. Ponosni smo na naše predhodnike, ki jim je uspelo, da so ustvarili in dopolnili zbirko našega orodja in vse potrebne tehnike. V naših vrstah se je zvrstilo veliko gasilcev, ki so v teh letih sodelovali v gasilskih in reševalnih akcijah. Zgradili smo 2 gasilska domova, kupili enoročno brizgalno, 4 gasilska vozila, 2 motorni črpalki, 2 prapora in še veliko skupne in osebne opreme za gasilce. Pomembna pridobitev je bilo novo gasilsko vozilo GBM-1, ki smo ga s pomočjo krajanov in ostalih sponzorjev nabavili pred 5 leti in uspešno služi svojemu namenu. Objekt, ki ga danes predajamo svojemu namenu, pa predstavlja temelj našega delovanja in druženja. Vaško gasilski dom v Cezanjevcih je bil zgrajen leta 1958. Zgradili so ga gasilci iz središče kulturnega, družabnega in političnega življenja v okoliški vasi. Gradbeni material za Vaško gasilski dom so v večini poskrbeli krajani, nudili so brezplačne prevoze, pesek, gramoz, skupaj z delavci so upravili veliko vodarniških ur. Gradili so ga vaščani in takratni člani gasilskega društva Cezanjevci s svojim prostovoljnim delom. Želja se je našim prednikom izpolnila. Gasilski dom je center dogajanja za številne mlade in manj mlade, ki se tukaj radi združujemo. Pomeni temelj za razvoj in ohranitev življenja na vasi, za mnogo vrste dejavnosti in je bil vse od izgradnje dobro realiziran. V gasilskem domu je dvorana za prireditve, prisadna prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci, prisadna krajevne skupnosti Cezanjevci, sejna soba za sestanke in različna srečanja. V nas pa je vendarle težila želja, da bi naredili še nekaj več, stopili korak naprej. Objekt je bil že dotrajan in zato smo se pristopili k projektu obnove. S pomočjo občine Ljutomer smo si pridobili finančna sredstva na javnem razpisu Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Del finančnih sredstev je prispevala občina Ljutomer. Po javnem razpisu je investicija zamenjala zamenjavo kritine z letvanjem, zamenjavo oken, vrat ter vgradnjo poda v dvorani.
Izvedli smo tudi dodatne posege, ki so bili v celoti strošek prostovoljnega gasilskega društva. Na novo smo uredili električno napeljavo in luči. V začetku letošnjega leta smo obnovili fasado gasilskega doma. Delo smo opravili z veliko lastnega dela in tudi z nekaj sreče, saj je društvo potegovalo do natečaja Slovenskih novic in podjetja Weber obnovimo gasilski dom. S pomočjo vaših glasov in glasov vaših prijateljev in znancev smo zmagali na tečaju. Na tak način je naš gasilski dom dobil novo prevleko in še bolj kot doslej pomeni ponos naše vasi. Ko danes pogledamo to čudovito stavbo, smo ponosni na vse, kar smo naredili in tudi na to, kar smo postili naše zanamce in generacijam, ki prihajajo za nami. Toda ne, da bi nam uspelo brez vaše pomoči. Naj se na tem mestu iskreno zahvalim vsem, ki ste nam pri izgradnji pomagali. Iskrena hvala občini Ljutomer, hvala vsem sponzorjem in donatorjem. In hvala vsem gasilkam, ki ste tukaj pustili svoje številne proste ure in življenje v rokah. Hvala tudi vsem tisti, ki nam pomagate na kakšen koren način. Obnovljen gasilski dom je tudi vaš. Mi pa se bomo še naprej trudili, da svojo nalogo odgovorno in nesebično opravimo. Iskreno upam in si želim, da bi tudi tisti, ki prihajajo za nami, znali ceniti to, kar imamo mi. Da bi tudi njim ta gasilski dom pomenil središče dogajanja. Mesto, z katerega hitiš na pomoč ljudem, ki znajo to ceniti, in prostor, te vedno čakajo ljudje, pripravljeni na druženje. Vsem še enkrat iskrena hvala za pomoč in današnjo prisotnost na naši proslavi. Hvala vsem domačinom in gostom. Upam, da se boste pri nas imeli lepo in se k nam še radi vrnili. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Reja Žinko po požaru. Vse je črno pogorelo, takšno biti ne bi smelo. Naša lepa domačija, zdaj je črna podrtija. Zajeli so jo plameni vroči, jo ubijali v svoji moči in ovili jo pogubo, povzročili nam izgubo. Vse je tiho, čas se ustavi, stojim tukaj in v grlu me davi, ko gledam moj dom, moje spomine, v tej bolečini vsaj bolečina me mine. Gasilci. Plamen v srcu vedno gori, a plamen na strehi požar naredi. Ta plamen težave povzroči, zato na pomoč gasilec prihiti. Gasilci zares pomembno nalogo imajo, svoje življenje za ta poklic dajo. Poklic zares nevaren je ta, a pogum gasilcev prekaša meja vsa. Zato gasilcem hvaležni moramo biti, a hkrati moramo prositi, da nam ne bo hiša zagorela, da gasilci ne bodo imeli dela. Hvala lepa Klementini in Urški. Na oder pa zdaj vabim slavnostno govornico današnje slovesnosti, županjo občine Ljutomer, gospo magistrico Olgo Karda. Drage gasilke, dragi gasilci, spoštovane občanke, občani, cenjeni visoki gostje. V naši občini je gasilstvo vrednota, tradicija in prihodnost. In zelo me veseli, da živim v okolju, ki razume, spoštuje in ceni delo in dosežke gasilcev. To je pomembno za naš kraj in za naše ljudi. Zato smo se skupaj s sodelavci in številnimi dobrimi ljudmi v gasilskih društvih, zvezi, v krajevni skupnosti in z dobrimi ljudmi v občinskem svetu močno potrudili, da smo obnovili kar 5 gasilskih domov v občini in tudi okrepili podporo delovanja gasilskih društev. Dovolite mi,
da se od srca zahvalim vsem, ki ste resnično, nesebično pomagali, saj tudi ta gasilski dom, ki je dobil tako lepo podobo, ne bi dobil tega, če ne bi bilo dobrih ljudi, ki so res veliko pomagali. Še enkrat iskrena hvala. Danes je veliko razlogov za slavje. Pomembno pa je tudi dejstvo, da žal v naši družbi ni vse povsod razumevanja za izzive, s katerimi se soočate vi, spoštovane gasilke in gasilci. Čeprav vsi pričakujemo, da boste takoj po prejemu klica na pomoč vse pustili iz rok in pridrveli na pomoč, pogosto spregledamo žrtev, ki jo s tem jemljete nase. Danes ni dovolj to, da je človek pripravljen in voljan pomagati, ter žrtvovati svoj čas in se izpostaviti nevarnosti. Danes celo tvegate več kot kadarkoli prej. Tvega se nezadovoljstvo delodajalca, žrtvuje družinski čas in se izpostavlja zelo kompleksnim nevarnostim, za katere potrebujete številna znanja, da ste kos izzivom novih gradbenih materialov in energetskih tehnologij. In ko nastopi žled ali katastrofalna poplava, se spušča v zelo negotove in neznane naloge. Vsi ti sodobni izzivi časa so se prikradli v naša življenja. Ne bomo jih rešili v enem koraku, vendar prvi in pravi korak je, da jih skupaj rešujemo korak za korakom. Da prepričamo družbo, v kateri živimo, da je vsaka majhna gesta razumevanja in podpore gasilcem gesta, ki na pomemben način podpira vaše delo, prispeva k reševanju življenj in varovanju premoženja. Sama osebno se bom zavzela po najboljših močeh, da na današnjih osnovah, novih pridobitvah in podpori gradimo še naprej, da boste v prihodnje delali v še boljših pogojih in lahko opravljali svoje delo, kar se da varno, dostojno in učinkovito. Spoštovane gasilke in gasilci, vaš prispevek skupnosti je izjemen in bodite ponosni na to, kajti lokalna skupnost vas opazi. Vašo nesebično delo, vašo požrtvovalno delo in to, kar nosite v sebi, se pravi pomagati, pomoč sočloveku. In zahvaljujoč vaši požrtvovalnosti, še posebej pa požrtvovalnosti in predanosti prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci, ker seveda danes praznujemo visok jubilej, prosim gospoda predsednika Aleša Lipovca, da se mi pridruži na odru in da mu seveda z vsemi častmi lahko izročim priznanje o uspešnem delovanju. Vsem želim danes prijetno druženje z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala lepa. Ja, hvala za besedo. Prvo bi se opravičal, da stojim tu na tem odru v delovni uniformi. Danes smo pač delovni dan, tudi to, svečano smo sicer v avto, sicer pa tudi moji kolegi, ki smo danes delali, so tudi te počastite v delovni uniformi. Zato, spoštovane gasilke, gasilci, spoštovani cenjeni gosti in vsi prisotni, čast mi je, da vas lahko pozdravim in nagovorim ob tako velikem jubileju, kot je 120 let prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci, v imenu Gasilske zveze Slovenije, Gasilskega regijskega sveta za Pomurje, prav tako poveljstvo in v svojem imenu. Prav poseben pozdrav
vsem cenjenim gostom, ki so že prej omenjeni, posebno še gospe županje, obema poslancema, vsem našemu častnemu poveljniku, pol so še ni bili omenjeni tam, tu so še med nami danes predsednica komisije za članice pri gasilskem svetu za Pomurje, Andreja Novak, to je tudi predsednik komisije za izobraževanje regije Leonardo Markovič, tako da še tu več ti ljudi, ki so na regiji oziroma na državi zaslužni za neko delo. 120 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva je okrogli jubilej, ki predstavlja dolgoletno tradicijo, bogate izkušnje ter številne generacije gasilcev, ki so svoje delo in znanje vlagali v varnost krajanov in njihova imetja. Praznovanje takšnih jubilejev je za društvo tudi priložnost ter izziv, da opozori nase, na svoje delo, da se ozre na dolgo prehojeno pot in da si zastavi cilje za delo v prihodnje. Gasilsko društvo je nastalo zaradi potreb po večji varnosti krajanov, ki so se povezovali, da bi organizirano lažje kljubovali požarom, ki so bili tisti časi zelo pogosti. Zelo hitro in nenadzorovano so se širili ter pogosto uničevali cela naselja in terjali številne žrtve. Vaše društvo je sledilo razvoju in se prilagajalo novim zahtevam sodobnejših intervencij. Te so iz gašenja ter reševanja v primeru požarov prerasle na področje reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Ob 120-letnici domujete v prenovljenem gasilskem domu in močne operativne enote so sodobno opremljene in so usposobljene opravljati zahtevne naloge. Danes je gasilska organizacija osrednja sila v sistemu zaščite in reševanja ter pomembna nosilka nacionalne varnosti na področju zaščite in reševanja. Organizacija šteje preko 150 članov, od tega je več kot 49.000 razporejenih v operativne enote. Četrtina članstva je mlajšega od 18 let, kar je jamstvo, da bo živela in delovala tudi v prihodnje in prav tako veseli podatek, da se operativno članstvo povečuje iz leta v leto. Gasilska organizacija je pomembna nosilka na področju gašenja in reševanja v primeru požarov ter na področju zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. To smo dokazali uspešnim posredovanjem gasilcev na veliki in zahtevni intervencijah. Srečevali smo se z velikimi požari na objekti in industriji. Večdnevni požari na Krasu, potresi, toča, plazovi, žled, poplave, ki zadnje čase pogosto prizadenejo našo državo, mogoče tudi sosednje. Na nekaterih velikih intervencijah ste sodelovali tudi nekateri izmed vas in vaši kolegi, ter solidarno in nesebično pomagali pomoči potrebnim. Dovolite mi, da se za vašo pomoč in požrtvovalno zahvalim v imenu Gasilske zveze, Gasilskega regijskega svetne poveljstva in svoje imenu za vse to delo, ki ste ga opravili. Prav tako čestitam ob 120-letnici delovanja društva, preureditvi zunanje preobleke gasilskega, notranje in zunanje preobleke gasilskega doma PGD Cezanjevci. Prav tako iskrene čestitke članicam in članom Gasilske zveze Ljutomer ob 4. dnevu gasilcev in zahvala za nesebično in humano delo pri izvajanju javne gasilske službe, ter jim želim uspešno delo tudi prihodnje. Ker je danes bil tudi tekmovalni dan, na tem vašem srečanju tudi enotam, ki so sodelovali, oziroma tistim, ki so dobili priznanja, tudi čestitam in iskrene čestitke za to vse. Spoštovane gasilke in gasilci, želim, da danes skupaj s slavljencem praznujemo dolgo v noč, se veselimo te pridobitev, veselimo na pravi tisti prleški način in vas pozdravljam z gasilskim pozdravom na pomoč. Spoštovane tovarišice in tovariši gasilci, spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje. Veliko veselje in čast mi je vas pozdraviti tukaj v Cezanjevcih ob vašem visokem jubileju. Dokazali ste v Cezanjevcih, je gasilstvo vrednota, je gasilstvo tovarištvo, ki je in bo ostalo zavedno. Dokazali ste tudi z današnjim dnem, da ste sposobni velikih organizacij. Ponovno ste to potrdili. Iskreno vam čestitam ob visokem jubileju, s preprosto željo. Ostanite takšni, kot ste, kajti odlični ste in samo s takšnim delom, s takšnim trudom boste še vse to samo oplemenitili. Zahvaljujem se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je vaš dom tako prešernega izgleda, kot je. S tem dokazujete, da ste ponos vasi, da ste ponos vašemu sektorju, ki je v celoti gledano eden boljših v naši gasilski zvezi Ljutomer.
Vesel in ponosen sem, da pripravljamo v vašem sektorju vse potrebno za vzpostavitev vadbenega centra, ki bo to delo, vse to, kar sem že prej omenjal, samo še oplemenitil oziroma nadgradil. To so izjemni dosežki in vesel sem, da sem lahko danes tukaj z vami o praznovanju vaše 120. obletnice. Vem, spoštovane gasilke in gasilci, kaj vam roji po glavi, sam sem sorodnega mnenja, zato naj zaključim ta govor z gasilskim pozdravom na pomoč. Kako lep gasilni avto ima Mihec z veliko lestvijo in dolgimi cevmi. Vedno na pomoč pribrzi, če požar se razbesni. Siren glasno že doni, spretno pod rogo se Mihe spusti in hop, nasede se zavihti v nek hiši prav grdo gori. Mihcu dim že gre v oči, po cesti urno zdaj drvi. Ptički, zački stran se poti, saj gasiti se mudi. Hej gasilec, vrš na delo, ogenj širi se na hišo celo. Julčine mirno ob oknu sloni, Mihec, rešijo ti. Končno voda pridre iz cevi in po hudem ognju ni več sledi. Gasilska zveza Slovenije podeljuje priznanje za operativno delo v gasilski organizaciji. Priznanje se imenuje najprej gasilska plamenica 3. stopnje. In gasilsko plamenico 3. stopnje prejme Aleš Lipovec. Član je stopil gasilske vrste že kot pionir in sodeloval v pionirski in mladinski desetini ter svojim delom v mlajših vrstah veliko pripomogel k vidnim uspehom takratne generacije. Ko je izpolnjeval pogoje, se je vključil v člansko enoto in pričel z izobraževanji, da je postal gasilec operativec. Svojim aktivnim delom je vedno pripravljen pomagati ljudem v nesreči, zato je opravil tudi tečaj za nosilca IDA. Še posebej pa svojim delom in znanjem pomaga pri reševanju ob naravnih nesrečah. Svojim znanjem in zavzetostjo ter trdim delom zelo dobro sodeluje z organi civilne zaščite in Gasilske zveze Ljutomer. Kot dolgoletni član upravnega odbora prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci in zadnjih 6 let tudi predsednik se zavzema, da je društvo tehnično dobro opremljeno in da so gasilci opremljeni s kvalitetno zaščitno opremo, kar je prav tako izrednega pomena. Ob poplavah in drugih nesrečah velikokrat pripomore tudi s svojimi lastnimi tehničnimi sredstvi. S svojo vztrajnostjo je pripomogel k velikim projektom v požarnem okolišu, ki so preventivnega značaja in želi s tem zmanjšati možnost nastanka nesreče ali omejiti posledice le-te. Za svoje delo, ki ga opravlja, nikoli ne meri s časom ali stroškom, ampak želi to deliti s prizadetimi in jim zmanjšati posledice nesreče. Gasilsko plamenico 3. stopnje prejme tudi Aleš Vavkotič. Član je vstopil v gasilske vrste že kot pionir in sodeloval v pionirski in mladinski desetini ter svojim delom v mlajših vrstah veliko pripomogel k vidnim uspehom takratne generacije. Ko je izpolnjeval pogoje, se je vključil v člansko enoto in pričel z izobraževanji, da je postal gasilec operativec. Svojim aktivnim delom je vedno pripravljen pomagati ljudem v nesreči, še posebej pa svojim delom in znanjem pomaga pri reševanju ob naravnih nesrečah. Svojim znanjem in zavzetostjo ter trdim delom zelo dobro sodeluje z organi civilne zaščite in Gasilske zveze Ljutomer. Kot dolgoletni član upravnega odbora prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci se zavzema, da je društvo tehnično dobro opremljeno, da imajo gasilci tudi kvalitetno zaščitno opremo, kar je prav tako izrednega pomena. O poplavah in drugih nesrečah tudi on velikokrat pripomore s svojimi lastnimi sredstvi. Svojo vztrajnostjo pa je pripomogel tudi k velikim projektom v požarnem okolišu, ki so preventivnega značaja.
V nadaljevanju podeljujemo 2 gasilski plamenici 2. stopnje. Gasilsko plamenico 2. stopnje prejme Zvonko Vargazon. Član je vstopil v gasilske vrste že kot pionir in sodeloval v pionirski in mladinski desetini, ter s svojim delom v mlajših vrstah veliko pripomogel k vidnim uspehom takratne generacije. Ko je izpolnjeval pogoje, se je vključil v člansko enoto in pričel z izobraževanji, da je postal gasilec operativec. Z izobraževanji je dosegel tudi čin nižjega gasilskega častnika. S svojim aktivnim delom je vedno pripravljen pomagati ljudem v nesreči, še posebej pa svojim delom in znanjem pomaga pri reševanju v naravnih nesrečah, svojim znanjem in zavzetostjo ter trdim delom. Kot dolgoletni član upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci, zadnjih 6 let predsednik častnega razsodišča, se zavzema, da je društvo tehnično dobro opremljeno in da so gasilci opremljeni s kvalitetno zaščitno opremo. Veliko pozornosti polaga tudi na ukrepe, ki so preventivnega značaja. Gasilsko plamenico 2. stopnje prejme tudi Marjan Novak, član od leta 1984, dolgo let član upravnega odbora, 15 let poveljnik gasilskega društva, 10 let sektorski poveljnik in član poveljstva Gasilske zveze Ljutomer, predavatelj na nivoju regije, sodeloval je tudi na velikem številu intervencij kot vodja in s tem pripomogel k uspešnemu delu operative. Gasilska zveza Slovenije podeljuje tudi gasilsko plamenico 1. stopnje. Prejmejo Franc Novak. V gasilske vrste je vstopil leta 1975. Član se je izobraževal za operativnega gasilca in do leta 1993 postal gasilski častnik. Leta 1986 je prevzel mesto poveljnika gasilskega društva in to funkcijo opravljal vse do leta 1997. Od tega leta naprej pa opravlja funkcijo podpoveljnika gasilskega društva. Sodeloval je na številnih intervencijah kot vodja ali pomočnik vodje intervencije. S svojim vestnim delom in znanjem je veliko pomagal pri razvoju mladega kadra v gasilski organizaciji, zato je bil tudi predlagan za gasilsko plamenico 1. stopnje, ki jo danes prevzema. V nadaljevanju bomo podelili gasilska odlikovanja 2. stopnje. Gasilska odlikovanja 2. stopnje prejmejo Edvard Senčar. Kot mlad fant se je vključil v gasilske vrste in sodeloval v pionirskih in mladinskih enotah. In takoj, ko je bilo to mogoče, se je vključil tudi v članske vrste ter začel z izobraževanji, tako je opravil osnovni tečaj za gasilca in tudi nadaljevalnega. Kot aktivni član društva je opravljal različne naloge in zadolžitve, tako je 5 let opravljal delo tajnika društva, kar nekaj let je bil član upravnega odbora, to pomeni v društvu zadnjih 15 let pa je opravljal tudi naloge člana v društvu. S svojim delom je v društvu in v Gasilski zvezi Ljutomer zapustil velik pečat in veliko pripomogel k razvoju gasilstva v okolju, kjer živi, za svoje vestno delo pa je prejel tudi listino veterana. S svojim delom in aktivnostjo je velik zgled mlajšim generacijam gasilcev. Gasilsko odlikovanje 2. stopnje prejme tudi Marjan Rudolf. Kot mlad fant se je vključil v gasilske vrste in takoj začel z izobraževanji, opravil osnovni tečaj, nadaljevalni tečaj za gasilca, tečaj za vodjo enote in na koncu tečaj za vodjo enot.
Ker pa je vedno rad deloval v operativi, je opravil specializacijo strojnika in nosilca IDA. Kot aktivni član v društvu je opravljal različne naloge in zadolžitve, tako je kar 20 let opravljal delo predsednika društva, kar nekaj let strojnika v društvu, zadnji čas pa opravlja naloge orodjarja. S svojim delom je v društvu in gasilski zvezi Ljutomer zapustil prav tako velik pečat in veliko pripomogel k razvoju gasilstva v okolju, kjer živi. Za svoje vestno delo pa je prejel tudi listino častnega predsednika društva. S svojim delom in aktivnostjo je velik zgled mlajšim generacijam gasilcev. Gasilsko odlikovanje druge stopnje prejme tudi Martin Rubin. Kot mlad fant se je vključil v gasilske vrste, sodeloval v pionirskih in mladinskih enotah, nato se je takoj vključil v članske vrste, začel z izobraževanji, opravil osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca. Kot aktivni član društva je opravljal različne naloge in zadolžitve, 10 let je opravljal delo člana upravnega odbora v društvu, zadnjih 5 let pa naloge predsednika komisije za veterane v društvu. Kot gradbenik je vedno dobrodošel pri opravilih in obnovi gasilskega doma, vedno pa je pripravljen s svojimi nasveti pomagati pri sanaciji nesreč. S svojim delom je v društvu in v gasilski zvezi Ljutomer zapustil velik pečat in veliko pripomogel k razvoju gasilstva v okolju, kjer živi. Za svoje vestno delo pa je prejel tudi listino veterana. S svojim delom in aktivnostjo je tudi on velik zgled mlajšim generacijam gasilcev. Gasilsko odlikovanje druge stopnje prejme tudi Jožef Gorjak. Kot mlad fant se je vključil v gasilske vrste, sodeloval pri pionirskih in mladinskih enotah, nato pri članskih vrstah, opravil osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca. Kot aktivni član v društvu je opravljal različne naloge in zadolžitve. Kar 10 let je opravljal delo člana upravnega odbora v društvu, postal en mandat tudi predsednik prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci in bil kar 20 let blagajnik v društvu, zadnjih 11 let pa opravlja naloge predsednika. Kot mehanik avtomobilov je vedno dobrodošel pri opravilih in obnovi gasilskega doma. S svojim delom je v društvu in v gasilski zvezi Ljutomer zapustil velik pečat, veliko pripomogel k razvoju gasilstva v okolju in tudi on je še dan danes s svojim delom in aktivnostjo velik zgled mlajšim generacijam gasilcev. Še eno gasilsko odlikovanje druge stopnje imamo, tega prejme Andreja Novak Grkeš. Članica je pristopila v gasilsko društvo leta 1987, opravlja funkcijo tajnice od leta 2003 in je tudi članica upravnega odbora. Članica opravlja tudi pomembne naloge v gasilski zvezi Ljutomer, kjer je članica upravnega odbora in predsednica komisije za članice od leta 2003. Opravlja pa tudi naloge predsednice komisije za članice pri regijskem svetu za Pomurje in naloge v komisiji za članice pri gasilski zvezi Slovenije od leta 2008. S svojim delom in vestnostjo je bila predlagana za odlikovanje gasilske zveze Slovenije druge stopnje. Gasilska zveza Slovenije danes podeljuje tudi 2 gasilske odlikovanji prve stopnje. Gasilsko odlikovanje prve stopnje prejme Franc Zavratnik.
Kot mlad fant se je vključil v gasilske vrste, tako je začel z izobraževanjem, opravil osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca, tečaj za vodjo enote in na koncu tečaj za vodjo enot. Ker pa je vedno rad deloval v operativi, je opravil tudi specializacijo za strojnika. Kot aktivni član v društvu je opravljal različne naloge in zadolžitve. Tako je 5 let opravljal delo predsednika društva, kar nekaj let strojnika v društvu, 20 let pa opravljal naloge orodjarja v društvu. S svojim delom je v društvu in v Gasilski zvezi Ljutomer zapustil velik pečat in veliko pripomogel k razvoju gasilstva v okolju, kjer živi. Za svoje vestno delo pa prejel tudi listino veterana. Tudi gospod Zavratnik je s svojim delom in aktivnostjo velik zgled mlajšim generacijam gasilcev. Še eno gasilsko odlikovanje prve stopnje imamo, prejme ga Franc Novak. Član od leta 1960 v gasilskem društvu je opravljal različne funkcije, od predsednika, poveljnika, podpoveljnika, člana upravnega odbora, člana nadzornega odbora, v zadnjem času pa s svojimi nasveti pomaga tudi pri nadaljnjem razvoju gasilskega društva. Naši gostje bodo podelili še priznanja in zahvale Gasilski zvezi Slovenije. Gasilska zveza Slovenije torej podeljuje še priznanja prostovoljnemu gasilskemu društvu Cezanjevci. Predsednik tovariš Aleš Lipovec je prevzel priznanje in seveda prejel tudi zahvale. Prav tako prostovoljno gasilsko društvo Cezanjevci prejema priznanje in zahvale Gasilske zveze Ljutomer. Strani tovariša Rusa. Prav tako pa tudi priznanje in zahvalo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Še eno priznanje in zahvalo imamo in sicer strani prostovoljnega gasilskega društva Lukavci. Zahvalo bo tovariš Lipovec podelil občini Ljutomer. Zahvalo prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci prejme tudi Gasilska zveza Ljutomer. Zahvalo prejme tudi Gasilska zveza Slovenije. Naslednja zahvala ob 120-letnici gre v roke krajevne skupnosti Cezanjevci.
Zahvalo strani prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci prejme tudi osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci. Zahvalo prejme tudi cezanjevski župnik gospod Jože Kolomanko. Zahvalo prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci prejme tudi predstavnik Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz postave Murska Sobota. Zahvalo prejme tudi podjetje Weber Saint-Gobain d.o.o. Zahvalo prejme Drago Ficko SP. Zahvalo prejme tudi prostovoljno gasilsko društvo Freiwillige Feuerwehr Lichendorf. Prostovoljno gasilsko društvo Cezanjevci pa podeljuje tudi zahvale za dobro vzajemno sodelovanje in pomoč. Tega je bilo sploh v času obnove gasilskega doma res veliko in seveda tudi podpore pri razvoju društva in vsem tistim, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji današnje prireditve. Predsednik, tovariš Aleš Lipovec, bo zdaj razdelil tudi nekaj zahval med vas. Jaz pa med tem že vabim na oder 3 mlade dame. Uradna otvoritev prenovljenega gasilskega doma tukaj v Cezanjevcih. K prerezu traku vabim tovariša predsednika prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci Aleša Lipovca, gospo županjo občine Ljutomer magistrico Olgo Karba in tajnico prostovoljnega gasilskega društva Cezanjevci, tovarišico Andrejo Novak Grkež, da prerežejo trak. Hvala lepa. S tem je prenovljen gasilski dom v Cezanjevcih tudi uradno odprt. Sledi še ulica s Tonino. Vesela pri gasilcih ne gre, se razume. Janka Ribiča Cezanjevci. Potem, ko bodo naši posebni gosti tudi nazdravili, nam bodo folkloristi odplesali točko gašenje požara. Izvolite.
lepa. Tako, gospe in gospodje, Varešice in tovariši, danes poteka tudi 5. gasilsko tekmovanje za prehodni pokal Gasilske zveze Ljutomer. Tudi o teh rezultatih vas bomo tukaj na odru obvestili že v nadaljevanju. S tem pa je uradni del v tem trenutku tudi končan. Hvala lepa za vašo pozornost. Želim vam še naprej prijeten večer. Še bo trajal dolgo v noč, pravzaprav do jutranjih ur. Prihajajo potem tudi štajerski paketi za hrano, za pijačo, poskrbljeno, tako kot se pri gasilcih sodobi. Hvala lepa in, kot pravi gasilci, na pomoč.